Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden s Lisorom. Ja, uganili ste, danes se bomo pogovarjali o mesecu marcu. Mesec marec, pomlad, dan žena, naše staro izročilo, Gregorjevo, ptički se ženijo. Marec se skar malo se mi zdi, navdahne že s pridihom pomladi, ker ti, ko rečemo april, razmišljamo o tem, kako bo dež padal, kako bo vreme nihalo, ampak veste, letos se nam bo to dogajalo marca, ne aprila. Kar pomeni, da bo letošnji marec zelo zanimiv, zelo razgiban, predvsem pa navihan. Število 3. Število 3 povezujemo z notranjim otrokom, povezujemo z našim otroštvom, povezujemo s kreativnostjo, z ustvarjalnostjo, z bujno domišljijo. Se pravi, vsako leto je marec zelo specifično obdobje, ko znotraj nas se prebuja vse tisto nagajivo, navihano, iskrivo, igrivo, tisti mačji mladiček, ki mora svoj smrček vtakniti prav vse povsod. Se pravi, radovednost, zvedavost, predvsem pa nepokvarjenost. Število 3, kakorkoli, po eni strani včasih povezujemo tudi s čustveno nezrelostjo, z osebami, ki so enostavno otročje, ampak otročje na način nezrelosti, ne na način igrivosti, spontanosti in tako naprej, ampak ker smo letos v letu 8, ki prinaša izzive ega, dragi moji, se bo to našega lepega marca to še kako poznalo. Se pravi, kaj nam lahko najbolj pomaga pri teh trenutkih, ko ne bomo vedeli, kdo je zdaj tukaj nor, kako osebo imam zdaj na drugi strani, ko nas bo morda nekdo celo zelo presenetil. Glejte, mačji mladiček je že res, da lahko nam spleza po zavesah, da nam lahko strga sedežno garnituro, ampak mačji mladiček v svoji osnovi nikoli ni pokvarjen. Ni egoističen, ni zloben, ni škodoželen, ni se zjutraj zbudil in rekel, zdaj bom raztural vse, kar se da, zato ker tale pulover je bil ful drag in moja lastnica bo ful vesela, ker ga bom jaz cefral. Podobno bomo postavljeni pred situacije v mesecu marcu, ko ne bomo popolnoma prepričali, ali zdaj oseba resnično ni vedela, kaj počne, pa nam je s tem morda celo res škodovala. Predvsem pa je pred nami čas, v katerem bo naša domišljija zelo bujna. Se pravi, tu vas bom takoj na začetku opozorila. Ne iščite izgovorov za nič. Ne za sebe, ne za druge, ne za preteklost, ne za prihodnost. Ljudje smo izvrstni v tem, to nam je treba priznati. V tem smo pa resnično doktorirali, magistrirali. Resnično znamo najti opravičila, izgovore, znamo se skrivati za 1001 razlogom. Dajmo letošnji marec mi vsak pri sebi uporabiti za to, da bomo našli rešitev, da bomo našli nek drugačen, bolj pozitiven, bolj sončkast, bolj kreativen pristop tudi tam, kjer se zdi, da rešitve ni. In ne obratno, saj vemo, vsi imamo izrazito črnoglede osebe okoli sebe, ki se zdi, da najdejo problem za vsako rešitev, pa težavo za vse, kar funkcionira. Se pravi, vedno bodo našli nekaj črnogledega. Dajmo še predno se marc prične, se vsak pri sebi odloči, da mi pa že ne, mi bomo našli Mavrico tam, kjer je ni, oziroma ko bo padal dež, si jo bomo znali pričarati z lastnimi sončnimi žarki. Se pravi, v največji nevihti ste vi lahko najbolj sijoče sonce, ste vi lahko ti žarek upanja sebi ali nekomu drugemu, ki bo dejansko pričaral to Mavrico, ki nam bo znova ulila zaupanje, da čeprav je danes morda slabo, bo jutri bolje, kajti zaklad na koncu tunela ste vi, smo mi, naše življenje, naša sreča, naš potencial. To je zaklad na koncu Mavrice. Seveda nas bo življenje točno na to opozarjajo marca, seveda nam bo zato postreglo z določenimi izzivi. Kajti, če bi nam postreglo samo z nagradami, bi se le stežka česa naučili. Torej, marec bo zanimivo obdobje, ko bomo malo bolj bujno razmišljali, ko bomo malo bolj živi, živahni, dobesedno živahni in ko se bodo, bom rekla, določene raznolikosti v odnosih predvsem poznale na načinu komuniciranja. Se pravi, bodite pozorni, kako vi izražate svojo pozornost, naklonjenost, kako želite vi nekomu sporočiti, da vam je ali je simpatična, kako vi izražate svojo ljubezen in kako si želite, da bi jo drugi izražali vam. Tukaj zdaj ne govorimo o ljubezni do sebe, pa o vseh težavnih temah, kateri smo namenili kar nekaj zadnjih oddaj, ampak pravzaprav
pravzaprav za izboljšanje kvalitete odnosa. Če imam jaz prijateljico, za katero vem, da ima recimo rada roza barvo, ji bom seveda kupila srček ali rožice ali neko malenkost v roza barvi. In če ona ve, da imam jaz rada rdečo, bo meni kupila rdečo. Govorimo o temu, updateajmo podatke. Se pravi, pozanimajmo se, če tudi govorimo o nekih prijateljstvih, o nekih odnosih, ki trajajo 10, 20, 30, 40 let. Ljudje se spreminjamo. Torej, pozanimajmo se, kaj je tisto, kar našim najboljšim prijateljem, prijateljicam, sodelavcem, partnerjem, staršem, tašči, tastu v tem trenutku pomeni nekaj lepega. Kaj je tisto, kar jih v tem trenutku izpolnjuje? Katera barva je trenutno tista, ki je najlepša? Katera hrana je tista, ki jim trenutno prija, glasba in tako naprej. In dragi moji, saj veste, kaj bom zdaj rekla, ker to vedno rečem, ne pozabiti na sebe. Torej, katere barve vam v tem trenutku prijajo? Tisti, ki imate moj vodnik, veste, da vsako leto marca, točno to poudarim in z dobrim razlogom, opazujte, v katere barve se radi oblačite, katere barve so tiste, ki vam nekako prijajo v tem času in potem se pozanimajte, kaj te barve pomenijo. Mogoče bi bilo to tudi dobro izhodišče za eno izmed prihodnjih oddaj. Se pravi, če boste izrazito v rdečem, za nekoga to pomeni, da potrebuje malo več energije, za nekoga drugega to pa lahko tudi pomeni, da se počuti ogroženega, lahko je pa samo zaspan, pa rabi malo več puša. Potem imamo plavo, ko je potrebno nekaj skomunicirati, ko želimo malo podpore. Dobesedno besed bomo izbrali plavo. V beli smo običajno, ko govorimo o energiji nežnosti, pa tudi, ko govorimo o novih začetkih. Bela simbolizira novo, simbolizira zaščito, simbolizira samozavest in samostojnost. In tako naprej, in tako naprej. Se pravi, marca opazujte, katere barve vam prijajo, katera hrana vam prija, katera glasba vam prija in kaj pravzaprav vam skupek tega sporoča o vas. Kje ste se vi spremenili, kje potrebujete mogoče malo več nežnosti, malo več potrpežljivosti in ali jo sami sebi pravzaprav tudi dajete. Torej, dragi moji, mesec marec bo zanimiv mesec. Po eni strani nam bo postregel z vsemi tistimi stvarmi, kjer morda tudi mi še nismo zreli, kjer se morda tudi mi še učimo, kajti saj zato smo pa tu. In po drugi strani z veliko več optimizma, z veliko več zagona, z veliko več energije, ki nam bo rekla, dej probaj še malo drugače, le se ti bo ratalo. Se pravi, število 3 povezujemo s cheerleaderstvom, se pravi z navijačicami. In, dragi moji, kolikokrat pa vi v resnici navijate za sebe, z vsem, kar vi ste, z vsem, kar vi posedujete. Ko imamo otroka, pa se mi zapisnice zataknile, očitno je to še zelo pomembno povedati. Torej, ko imamo otroka in trenira fuzbal ali pa hodi na plesne vaje, smo vsi mi tisti, ki govorimo, ful ti gre dobro, ful the best, tudi če mogoče jim ne. Kolikokrat sami sebi v življenju rečete, da vam gre ful dobro, čeprav morda imate občutek, da ne. Ker če govorimo o plesu, kaj ni bistvo plesa to, da v njemu uživamo? Da gremo pa se imamo fajn, da gremo pa pojemo, da zamigamo, tudi če mogoče nismo najbolj gibčni, tudi če mogoče ne poznamo vseh korakov, tudi če mogoče nas malo nese na zadnjo plat. Kaj ni bistvo plesa to, da v njemu uživamo? Kaj ni bistvo izraznega plesa to, da izrazimo? Kaj ni bistvo umetnosti, katerekoli izražanje? In umetnosti je ziljon vrst in okusov je tudi ziljon vrst. Se pravi, kaj je tisto, kar je vam všeč? Je to abstraktna umetnost, je to kiparstvo, so to slike, je to glasba, je to ples, je to balet? Kaj je tisto, kar prinaša barvitost in umetnost in slikovitost vašim dnevom vsak dan? Za nekoga je to določena vrst glasbe, za nekoga je to določen način oblačenja, za nekoga je to določen način make-upa, za nekoga je to določen način, kako aranžira hrano, za nekoga je pa to določen način, kako se usede in ne dela nič. Pravzaprav vse v življenju je lahko umetnost in vse v življenju je lahko oblika meditacije. Tudi ko pomivamo posodo, če nas to sprošča, tudi če gremo na borilne veščine. Seveda je pa pomembno, da ohranjamo svoj namen, svojo koncentracijo, svojo zbranost, se pravi svojo energijo, sfokusirano, da ohranjamo ta fokus v pozitivni smeri. Se pravi, tudi če poslušate death metal, to ne pomeni, da ste nek skriti, zakriti serijski morilec. To morda pomeni samo, da vam v tem trenutku to pomaga, vam prija, izrazite sebe na tak glasen način.
Torej, dragi moji, opazujte sebe marca, kaj je tisto tudi, kar vam želi življenje izraziti, katera sporočila vam prinašajo osebe, odnosi, komentarji, filmi, ki jih gledate, članki, ki jih preberete, vse tiste stvari, ki do vas pridejo nekako na videz slučajno, saj vemo, da slučaja ni, da na ključi ni, da pravzaprav gre na ključ. Se pravi, kateri ključ, če tako mogoče malo preneseno pomenu rečemo, želi priti v vašo ključavnico in odpreti vrata čemu? A veste, mi se tako zelo radi ukvarjamo s to ključavnico, pa s ključem, pa z obeskom za ključe, pa s kokalom na vrati, pa kakšna je kljuka, pa je zaklenjen, a ni zaklenjen, a se vrata tako odpirajo, ali tako odpirajo. Koliko se mi nekega dela damo z nekimi podrobnostmi v življenju, ki mogoče sploh niso pomembne in obenem pozabimo, da so se nekje neka vrata odprla na stežaj, nam odprla, rekel, sfero v življenju pravzaprav. Mi se pa še vedno tukaj ukvarjamo s tem ključem. Kje običajno pustimo ključ, ko pridemo domov? V vratih, vse ga ne nosimo za seboj takole cel dan. Ključ, torej naključje, slučaj, dogodek, velikokrat se prične in zaključi v zelo kratkem času in pravzaprav učinek je tisti, ki je pomemben. Se pravi, neka oseba, ki vam bo posegla v življenje z nekim dogodkom, z nekim komentarjem, z nekim nasvetom, mogoče z neko svojo lastno izkušnjo, ali pa mogoče nek film, ki se vas bo zelo dotaknil, neka pesem, ki bo zelo odprla nekaj znotraj vas. Velikokrat so to naključja, ki pridejo na ključ, se pravi so ključ, se pravi so samo en del poti, prvi korak poti, ne na štartu stati in pričakovati, da boste prvi na cilju. Štarta je treba iti. Štarta je treba iti. Ko poči tisto puf in vi vemo, da se je zdaj dirka začela, gremo. Mi v življenju pa mnogokrat, ko naredi ta puf, se pravi aha trenutek, nek dogodek, smo kar tle. In pa vsi grejo in nam se zdi, koliko smo sami. Torej, dragi moji, to je najbolj tako, sicer pa prenesenem pomenu, boljši opis meseca marca. Marsikaj bo stopilo v vaše življenje za trenutek, ne za večnost. Zato, da boste vi spremenili svojo večnost. Torej, opazujte prav vse, bodite radovedni, poskusite prav vse, vračajte se nazaj k moji prispodobi mačjega mladička, ki pač resnično svoj smrček vtakne vse posod, pa spleza po zavesah, pa nam to ni všeč. Pa tudi kaj prevrne, pa razbije, pa nam to ni všeč. Pa tudi, ko se privije k nam in ga slišimo pres, napolni naše srce. Torej, velikokrat v življenju, najlepši trenutki seveda prinesejo tudi kakšne strgane zavese s seboj. Ne osredotočajte se na tisto, kar ne morete popraviti, osredotočajte se na tisto, kar je radostno v vašem življenju. In če se karkoli odločate v mesecu septembru, se odločajte po tem, kaj pri vas dela žive. Kdaj ste se vi nazadnje počutili kot majhen mačji mladiček in ne mlačen mladiček? Kdaj nazadnje ste imeli potrebo po tem, da bi skočili v ružo, da bi se imeli lepo, da bi bili nagajivi, da bi nekoga malo za nos potegnili in ga nahecali, ampak v lepi energiji? Kdaj nazadnje ste se imeli tako lepo, kot se imamo v vrtcu, ko nimamo skrbi na mislih? In zakaj si ne bi, vsaj sem ter tja, tako kot imamo to za otroke igralne urice, zakaj si ne bi sem ter tja sami sebi omogočili igralne urice? Kolikokrat v življenju smo v stiski, smo v nekih težavah, nas nekaj skrbi, smo preobremenjeni, smo utrujeni mogoče. In potem se nam zgodi nekaj lepega, ne vem, nas vlečejo na nek rojstni dan, pa se tam res od srca nasmejemo, si ogledamo nek film, ki nas resnično nasmeji. Morda se pa premalo zavedamo zdravilnosti smeha. Morda se premalo zavedamo ali aktivno planiramo trenutke, v katerem počnemo nekaj, kar nas veseli. To je naša odgovornost, pa prav nikogar drugega. In jaz lahko verjamem, da če smo potrti, smo utrujeni, se soočamo s tesnobo, z depresijo, z izgorelostjo, da nam ni ravno do smeha. Tudi v teh trenutkih je pomembno, da vsaj poiščete nekaj, kar je vam prijetno. Se pravi, da se ne utapljamo še bolj v temu negativizmu,
Kajti naša domišljija nikoli ne neha delati. Naša domišljija je vedno aktivna, naša domišljija nima bolniške, nima praznikov, nima prostih dnevov, naša domišljija 24/7 deluje, kar pogledajte, kaj vse včasih sanjamo, kar pogledajte, čisto vse se včasih spomnimo. Torej, uporabite jo v svoj prid, sicer bo šla po svoje. Jaz vedno znova poudarjam, zelo pomembno je, da našo domišljijo, se pravi naša naravnanost, mi usmerjamo v pozitivno. Kajti, ko boste prebrali 4 slabe novice, ko se vas bo dotaknilo do srca, kaj se dogaja po svetu, ko boste zvedeli nekaj slabega, nekaj srce parajočega o nekom drugem, se bo vaša vibracija seveda znižala, ker šli boste v občutke sočutja, v občutke žalosti, v občutke prizadetosti in tako naprej. Zelo pomembno je, da znamo iz tega ven. Število 3 bo v letošnjem letu namreč točno to spotenciralo. In naša naloga je naučiti našo domišljijo delovati pozitivno. Se pravi, ne glede na to, kako zelo zakompliciran primer je pred nami, problem je pred nami, težave je pred nami, ovire je pred nami, mi zaupajmo, da smo jo zmožni premagati, sicer ne bi bila tam. Vse veste, kaj mnogokrat ponavljamo. Življenje, Bog, naša duša, naši vodniki, naš višji jaz, naše poslanstvo nam nikoli ne da več, kot zmoremo. Torej, kaj če bi v mesec marec stopili z nekim prepričanjem, da zmoremo premagati vse temne dneve, da vsaka nevihta se nekoč konča in da smo tukaj zato pravzaprav, da bi bili srečni, ne zato, da bi samo trpeli, ne zato, da bi se samo odrekali, ne zato, da bi vedno samo fejlali. Se pravi, ne zato, da bi se samo soočali vsak dan znova z nekim novim porazom. Ja, verjamem, da se včasih v življenju zdi, da vse naredimo prav, pa nam gre vse narobe, da se ne premaknemo, da se utapljamo, da ne zmoremo več, da nimamo več moči. Dajmo v takih trenutkih zaupati, da bo nekoč bolje, čeprav morda zdaj le ni. Kajti, kar se bo zgodilo v mesecu marcu, je to, da bomo še bolj verjeli svojim občutkom, še bolj intenzivno jih bomo doživljali, še bolj bomo se mogoče tudi utapljali v tem. Se pravi, če ste oseba, ki je zelo racionalna, ki zelo se naslanja na dejstva, posluša svoj razum, hoče vse držati za roke, da verjame, da je temu tako, potem vas bo tukaj marec malo prešejkal, v smislu, mogoče pa vse ni tako, kot sem jaz bil prepričana, da je. Če pa ste oseba, ki zelo deluje po svojem notranjem občutku, je čustvena, je senzibilna, je zelo odprta tuji stiski, v tem primeru pa se bi lahko pojavili izzivi, ali še verjamete v lepši jutri, kaj šele dober danes. Torej, dragi moji, avgusta, hotela reči, no. Avgusta predvsem se bodo videli rezultati vsega razmišljanja letošnjega marca. Letošnji marec je po eni strani izziv, po drugi strani pa fenomenalna priložnost, da postavimo končno te svoje cilje, če jih še niste, nenormalno visoko. Da smo tako kot majhen mucek, ki pač ne verjame, da ne more na drevo, ne verjame, da ne more na omaro, ne verjame, da zavese niso tam, zato da on po njih pleza. Torej, če smo stari 3 leta in verjamemo v Božička, verjamemo v vse, kaj bomo mi dosegli v življenju, pojdimo nazaj v tistega 3-letnega otroka v svojih mislih in verjemimo, da čeprav morda zdajle nam ne gre, to ne pomeni, da nam nikoli ne bo šlo. Morda pa tisto, za kar se najbolj trudite, sploh ni vaša pot. Kolikokrat v življenju si podrečemo, o moj Bog, še dobro, da ne. Kar hitro si zdajle prikličite v misli en tak primer, ko ste se čisto zelo želeli, ampak ste potem na primeru drugih videli, da to ni bilo tako zelo imenitno, kot se je zdelo. Za nekoga je to odnos, za nekoga je to nov avto, za nekoga je to nova ura, za nekoga je to znanje, ni pomembno. Pomembno je, da veste, kaj vas osrečuje, kljub temu, da morda v tem trenutku še nimate vsega. A veste, velikokrat v življenju gre za ne, še in ne nikoli, ne zate pa ne, ampak preprosto ne, še. Se pravi, dajmo se zmeniti, da od zdaj naprej, če se ne počutimo super, bomo rekli, za zdaj še nisem srečen, za zdaj še nisem izpolnjen. Preprosto, v tem trenutku morda gre za ne še in ta ne še odpira vrata temu, da bo, se pravi, ko damo peči kruh in rečemo, ni še pečen, vemo, da bo pečen. Torej, če ste resnično v nekem trenutku obupa, v katerem ne vidite ničesar lepega, se naslonite na ne še. In zaupajte,
da bo tudi za vas še veliko srečnih trenutkov. Zdaj pa naredimo tako kot vsak mesec pregled po številu življenjske poti. Jaz verjamem, da to zdaj pa že vemo, ampak vseeno ponovimo za tiste, ki ste novejši. Število življenjske poti je seštevek našega rojstnega datuma. Rojstni datum, toliko časa seštevamo, da dobimo eno samo cifro. Se pravi, tudi če je vmesni seštevek 13 ali pa 22, se pravi karmično ali mojstrsko število, seštejte do ene same cifre. No pa pojdimo. Enke. Drage enke, inovativen mesec, zelo inovativen mesec, ki pa bo segal v vaše korenine. Se pravi, če bi se pojavil občutek strahu, občutek dvoma, občutek nazadovanja, se vprašajte, v kakšnem okolju dejansko živite. Kaj so vam vaši predniki, navade vaše dežele, navade vašega okoliša, ljudi, s katerimi ste odraščali, sporočali, da je v življenju možno. Se pravi, če izhajamo z nekega ozadja, ki je zelo, zelo tradicionalno, morda celo nazadnjaško, je seveda fair pričakovati, da ne bomo prvi zagovornik napredka. Ali pač? Morda pa je točno to vaša pot. Saj veste, drage moje enke, vi ste tukaj zato, da prinašate napredek. Vas pravzaprav fascinira nekaj novega, vas polni z močjo samostojnost. Pravi, kje v življenju na tak ali drugačen način te svoje moči ne uporabljate. To vam je prišel pokazati marec, se pravi, če bi imeli občutek težkih nog, jaz temu rečem, prizemljenosti tega, da se ne premaknete naprej, se vprašajte, katero tujo prtljago, miselnost, prepričanja, način delovanja pravzaprav nosite s seboj. No, nekaj zelo podobnega velja tudi za število življenjske poti 2, se pravi, katera tuja prepričanja, mnenja, pričakovanja, misli, potrebe pravzaprav postavljate pred svoje oziroma morda preveč enakovredno svojim. Je že res, da ko smo v odnosu z drugimi, da ne more biti vse samo tako, kot bi si mi želeli, je pa velik problem, kadar je večinoma vse samo tako, kot si drugi želijo. Se pravi, drage moje dvojke, če v kateremkoli odnosu ste do sedaj popuščali, nekako sebi niste pustili do izraza, niti niste zarobentili, da tako rečem, niste niti dovolj jasno in močno izrazili, kdo ali kaj vi ste, potem vam bo marec postregel s kar nekaj situacijami, kjer se bo točno to od vas pričakovalo. Se pravi, drage dvojke, prvi korak je presoditi, kaj je tisto, kar vas osrečuje, kaj so vaše želje, kaj je tisto, kar vi doživljate kot radost življenja, srečo življenja, in drugi korak je potem to skomunicirati, predvsem s tistimi, katerih pogledi so drugačni od vaših. Se pravi, saj ne morajo vedeti, kaj vi razmišljate, če jim ne poveste, čeprav morda vi veste, kaj oni razmišljajo, čeprav so tiho. Število življenjske poti 3. Drage trojkice, ustvarjalen mesec. Ojoj, kako je pa to en ustvarjalen mesec za vas? Za vaše posebno velja domišljijo usmerjati v pozitivni smeri in nikakor ne verjeti v nobenem trenutku, da je karkoli nemogoče. Saj veste, kaj smo rekli. Morda je nemogoče v tem trenutku. Poglejmo, kaj vse še ni obstajalo 30 let nazaj, pa kako so se naša življenja spremenila v zadnjih desetletjih, da ne govorimo od 2020. Se pravi, kje lahko resnično trdimo, da nekaj ni možno? In še nekaj, drage trojke, a veste kaj, veliko krat mi poveste, da slišite, da ste čudne, da ste nenavadne, da noben tega ne dela tako kot vi, spet bi nekaj, kar ni. Ja pa normalno, trojke ste. Torej, drage moje trojke, to je vaš največji blagoslov in ne prekletstvo. Če imate okoli sebe ljudi, ki enostavno tega ne razumejo, nič hudega, pač so drugačni. Ne zatirati svoje lastne ustvarjalnosti, svoje kreative, svoje iskrice življenja, preprosto zato, ker je nihče ali nekdo ne razume. Se pravi, zablestite, zacvetite. Drage štirkice, torej, drage moje štirkice, mesec marec bo mesec prebujanja pomladi. Dobesedno bi vam namreč rekla, okoli vas cvetijo rožice, kar pomeni, da bo veliko novega, veliko novih priložnosti v vašem življenju, da bo veliko možnosti za razcvet. To bo za nekoga pomenilo, da se bo končno odločil dnevno sobo prebeliti v neko bolj živahno barvo, za nekoga drugega bo morda pomenilo, da bo izbiral garderobo bolj živahnih barv. Za nekoga drugega bo pomenilo, da bo šel na tečaj slikarstva, da bo mogoče poslušal malo več glasbe, kar je pa rdeča nit vsega tega je, obogatite svoje življenje v mesecu marcu z doživetji. Se pravi, ne biti doma, ne gledati ente iste nadaljevanke, ente istih poročil 5krat.
Pejte ven, poskusite nekaj novega, poskusite nekaj, kar vas navdaja z možnostjo izžarevanja svojega potenciala. Jaz zelo verjamem, da sicer ne boste šli skakati, ne vem, z bungee jumpingom pa na zipline, ampak pejte nekam, kjer se bo vaš notranji otrok počutil dobro, kjer bo lahko risal in ustvarjal z drugačnimi barvami. Pa boste videli, kako zelo boste risali in ustvarjali drugače v tistih odnosih, kjer imate občutek, da ste ujeti. Drage petke, torej drage moje petke, pred vami pa je zelo podjeten mesec. Mesec, ko boste malo bolj odločni, po drugi strani pa tudi izjemno ustvarjalne. Se pravi, če ste pred neko težavo, je predvidevati, da boste neke nore ideje dobili, kako ven iz te težave. Pazite pa, da tam, kjer imate nore ideje, ne zabredete v težave, ker tudi to je možno. Ne? Tako zelo hitro noter pademo, da mogoče neke stvari ne razmislimo dovolj, morda nismo dovolj črnogledi ali previdni. Torej, biti pozorni na podrobnosti, na drobni tisk, na stvari, ki vam jih želijo ljudje povedati med vrsticami. Nočem reči, da vas čaka nekaj slabega. Želim samo reči, da uživajte v teh energijah, ustvarjajte v teh energijah, bodite pa natančni v svoji lastni korektnosti. Kajti se vemo, ko smo stari 15 let, enostavno nimamo dovolj življenjskih izkušenj in se včasih opečemo preprosto zato. Lahko imamo top idejo, ampak pač nekako ne razmislimo čisto na vse možne posledice naše zamisli. Samo to želim povedati. Torej, drage petke, bodite ustvarjalni, bodite kreativni, poskušajte vsega Boga, ampak zraven bodite pozorni, da ste korektni do vseh vpletenih. No, število življenjske poti 6. Drage šestice, prelep mesec za romantiko, za izražanje vaših čustev, vaših naklonjenosti, predvsem pa za zdravljenje vseh tistih trenutkov, kjer vaše čustva niso bila dobrodošla ali pa niso bila slišana, morda celo niso bila uslišana in upoštevana. Torej, če recimo ste zelo nežne dušice, ki se vam smilijo živali in ste imeli v svojem okolju, v svoji komunikaciji, veliko kot ljudi, ki so razmišljali, doživljali, čutili obratno in so vas zato kritizirali, so vam šli solze na oči, pa so se z vas maščevali. Nihče ni preveč občutljiv, pa nihče ni preveč čustven, to ne obstaja, saj smo vendarle bitja čustev in jaz mislim, da vsem nam sem ter tja primanjka sočutja do tistih, ki so v stiski. Torej, na nek način vam bo življenje postreglo s priložnostmi in možnosti, da boste vse nas, vso svojo okolico malo spomnili na to. Najbolj pomembno pa je, saj veste, ljube moje šestke, je to, da ste same do sebe nežne, strpne in točno take, kakršne ste do drugih, se pravi, da to uravnovešate. To bo zelo, zelo pomembno letos v mesecu marcu in tekom celega leta. No, število življenjske poti 7. Drage moje sedmice, nova energija, drugačen način razmišljanja, veliko bolj inovativen način razmišljanja, se pravi, odložite vse tiste vzorce in prepričanja, da niste dovolj dobri, saj veste, perfekcionizem pa tako, perfekcionizmu sem posnela fantastično oddajo, pejte si jo pogledati, če še niste, na mojem YouTubeu jo poiščite v zavihku Osebna rast. Poglejte, nič dobrega ne pride iz tega ven, da sami sebe samo kritizirate. Pa da samo čakate, kje bo šlo nekaj narobe. Kaj, če bi marca samo čakali, kje bo šlo nekaj prav, če bi marca samo oprezali za tistimi ljudmi, ki so vam podobni, ki vas spoštujejo. Kaj pa, če preprosto, drage moje sedmice, gre za to, da ste malo takole, da ne vidite, kdo vse vas spoštuje, da ne opazite, ne zaznate, kdo vse vas ceni. Torej, drage moje sedmice, naj bo marec čas, ko vas življenje nežno opomni, da ste mnogo bolj sposobni, kot vi menite, in da poiščete te nove poti, razburljive izkušnje, drugačne načine funkcioniranja, da ste malo bolj igrivi, da rečete, ok, bom pa jutri, da se imate preprosto, drage moje sedmice, malo fajn, kaj če bi šli malo na počitnice, govorim prenesenem pomenu, seveda v mesecu marcu. Število življenjske poti 8. Kreativen mesec, v katerem se povezujete z osebami, ki razmišljajo na podoben način kot vi. Izvrsten mesec za poslovna sodelovanja, izvrstno obdobje za pogovore, pogajanja in pa nasvete. Leto, vsak izmed nas je tak, kakršen je. Če imam zdaj 100 kg roza na sebi, ta roza ne bo postala modra. Lahko pa ta roza pod vplivom modre postane en odtenek vijolične. Torej, drage moje osmice, katere odtenke, se pravi, katere vplive, mnenja, predloge, nasvete, načine funkcioniranja drugih ljudi boste pustili zraven, zato da boste postali malo drugačna
osmica. Se pravi, za osmice je značilno, da se znajo dobro organizirati, da imajo ful idej, da so ful podjetne, da iščejo učinkovitost. Nekdo vam lahko marsikaj pomaga, bi rekla, odnese od zadnje plati dobesedno, a ne, se pravi, olajša vaše funkcioniranje, ni vam treba vsega sami. Se pravi, bistvo tega meseca je povezovanje, sodelovanje, komuniciranje. Jaz lahko vam pomagam tako, nekdo drug pa vam drugače. Se pravi, povezujte se, povezujte se, povezujte se. In še število življenjske poti 9, drage moje devetke, notranji otrok, otroštvo, igrivost, kreativnost, pa tudi tisti občutki, da morda nam ni bilo najlepše včasih, ko smo bili otroci. Kje v življenju sedaj imate občutek, da se ne morete v maksimumu izraziti, kje v življenju morda sedaj imate občutek, da se dogaja krivica, tako vam kot v svetu, in kako lahko to dobesedno zdravite. Fer je reči, da sveta ena sama oseba ne more spremeniti. Lahko pa je sprememba, ki jo želi videti v svetu. In ta modrost je zelo pomembna. Zelo pomembna. Ko boste vi resnično funkcionirali in delovali, tako kot vi veste, da je prav, tako kot vi veste, da je na nivoju, tako kot vi veste, da je sočutno, boste nekoga drugega spodbudili, da počne isto. Boste nekoga drugega morda ozdravili s tem, ko boste videti osebe sočutni. Absolutno. Absolutno pa je prvi korak, da ste enako sočutni, pa obenem tudi zahtevni, tudi do sebe. Saj veste, da vedno se prične pri nas samih. Se pravi, kar takoj zdajle sebe malo objemite, malo potolažite, nato pa spodbudite k temu, da gremo v življenje iskajoč napredek, ne ponovitev preteklosti. Devetke ste zelo povezane s preteklostjo. Kaj če bi bil zdaj čas za prihodnost? Takole, dragi moji, jaz upam in zaupam, da bo marec bogato obdobje, da bo to mesec, v katerem se bodo prebudili ne samo ptički, ampak tudi mi. Torej, jaz vam želim čudovit tretji mesec, ki naj resnično prebudi v vas tisti maksimalni možni potencial, ki ste ga prišli sem pravzaprav negovati in predvsem doživeti.